Torej, Slovensko onkološko društvo za moške Onkoman smo ustanovili zato, ker je bila potreba po tem društvu zelo velika. Ženske so nas prehitele že 20-30 let nazaj in so zelo dobro organizirane, moški pa takšnega društva nismo imeli. Gre za to, da smo moški zelo zaprti vase, gre za to, da smo moški tudi sami kot eni raki, navzven lupina navznotraj mehki in velikokrat si ne upamo priznati, da imamo težave, da imamo potrebe, da nas je strah. Zato tudi prišlo do ustanovitve tega društva, saj smo v vsakodnevnih stikih z bolniki, ki nas kličejo, ki potrebujejo pomoč. In to je bil ključni razlog za ustanovitev tega društva. Gre to za vse onkološke bolezni pri moških? Gre za raka pri moškem nasplošno, kar pomeni vse moške rake. Še posebej pa zdaj, ko je november oziroma movember, izpostavljamo pa raka prostate in rak motk, ki sta tipična moška raka. In tudi rak prostate je v bistvu po umrljivosti najpogostejši rak pri moških, oziroma 1500 moških zboli letno za rakom prostate, od tega 400 umre. To gre za vse slovensko društvo? To gre za vse slovensko društvo, prvenstveno namenjeno moškim. Seveda so pa dobrodošle tudi ženske in vsi ljudje dobre volje, ki so nam pripravljeni pomagati. Kako boste organizirani? Torej, organizirani začnemo v Ljubljani. Najdete nas lahko na spletu, na Facebooku, tam so tudi naši kontakti, imamo številke za osebni stik, tudi psihologinjo za strokovno pomoč. Začenjamo v Ljubljani, računamo pa, ko bo društvo raslo, da bomo imeli podružnice tudi drugje po Sloveniji. Kje v Ljubljani? Naš sedež je na Ajdovščini 1, to je v centru mesta, ampak kar se pa samih stavimo na osebni stik, kar pomeni, da se z vsakim, ki potrebuje pomoč, dogovorimo individualno in se potem tudi prilagodimo pač želji klicatelja ali kje v naravi, saj prostor v bistvu ni važen. Drugač prostor pa tudi imamo za konkretno strokovno pomoč, imamo pa tudi prostor že za zagotovljenje. Katere dneve, katere ure? Kjerikoli dan, kjerikoli uri smo na voljo. Pod katerim imenom vas najdejo na spletnih straneh? Na spletnih straneh nas najdejo pod imenom Društvo Onkomen. Ste tudi morda na Facebooku ali kaj? Tako, na Facebooku že imamo stran, spletna stran je danes, mislim, da štartala. Ja, imeli smo sicer nekaj tehničnih težav, torej, če ni danes, bo pa verjetno jutri. A potem imate v načrtu tudi ustanavljati društva druge po Sloveniji? Torej, podružnice imamo v načrtu ustanavljati tudi druge po Sloveniji. Je pa seveda vse odvisno od članstva, ker če se bo nekdo iz Maribora včlanil, je potem on najprimernejši kandidat, da tam pač prevzame podružnico. Aha, to pomeni, dobivali se boste v društvenih prostorih na Ajdovščini? Tako. Individualni ali tudi morda v skupinah? Kako bo to? Vse je stvar dogovora. V preteklosti je že obstajala takšna skupina za samo pomoč v Sloveniji, ki je danes ni več, ampak moram reči, da tista skupina je bolj bila usmerjena na en tip raka. Mi smo si želeli, da bi nas obiskali tudi drugi in če bo potreba potem, da se dobivamo skupinsko, bo tudi skupina, če ne pa je vse stvar individualnega pogovora in seveda potreb. No, verjetno vaše društvo ima tudi uradne ure. Nimamo zaenkrat še uradnih ur, ker tudi prostora konkretnega še nimamo. Pač danes je ustanovitev, smo društvo razvoja, tako da je vse odvisno od financ in nadaljnjega razvoja. Gremo korak po korak. To pomeni, če hočejo ljudje priti v stik z vami, vas pokličejo po telefonu, vzpostavijo stik prek elektronske pošte? Tako. Stik lahko vzpostavijo prek naše elektronske pošte info@onkoman.si ali pa na telefonski številki 031 505 777. To sta naše dva kontakta trenutno. Hvala lepa za ta pogovor. Še prej pa prosim, če se lahko predstavite vaše cenjeno ime in priimek. Moje ime je pa Gregor Pirc in sem prvi predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške Onkomen in seveda soustanovitelj tega društva.